vemo, da notranje okolje kreira zunanje okolje. Mi smo frekvenca, a ne to, kar si zdaj rekel. Dobro, lahko. In če mi zdaj želimo neko spremembo v življenju, konkretno, a ne, da želimo napredovati, ali je to partnerski odnos, ali je to finančno stanje, ali karkoli že. Ja. Kaj treba najprej narediti, da se ta manifestacija v željeni smeri sploh zgodi, če mi to, kar vidimo, je sestavljeno iz frekvenc? Vsekakor nobeno naše početje ni nesmiselno, ker smo razumna bitja, je tako. Se pravi, vsako naše početje mora imeti ozadje. Katero je to ozadje? Pa potreba. Se pravi, mora se formirati, evo tako bom rekel, sprožitelj, ki bo v nas sprožil potrebo, ta sprožitelj je pa zmeraj iz zunanjega sveta. Na primer, ne? Jaz grem po cesti, pa me nekdo grdo pogleda. Sigurno je nekaj sprožil v meni, ne? In to, da me je grdo pogledal, ni brez razloga. Nekaj je sigurno opazil na meni, razen če je, ne? In na meni je, da jaz ugotovim, kaj je to znotraj mene takega, da je pri tem človeku, na primer, sprožilo, lahko ga imenujemo sovražen pogled. In ko jaz to ugotovim, spremenim znotraj sebe, odpravim in me več nihče ne bo grdo gledal. Z drugimi besedami, zunanji svet je naše ogledalo. Zdaj pa točno vem, zakaj si to vprašala. Naprimer, jaz sem pa mehanizem pojasnil, pri partnerskih odnosih. Ne? Količina ljubezni dana za nek dober partnerski odnos je vnaprej določena. In partner partnerju, ne glede na spol, je duhovni učitelj. Mi delamo veliko napako, če tega ne prepoznamo, ne spoznamo in vse skupaj ne tretiramo kot učenje. A to učenje ne gre samo skozi med in cuker in mleko in ptičke žvrgoleče, ampak gre tudi skozi travme, šoke in tako naprej. Ne? Probleme dela zmeraj ego. Ne? Probleme zmeraj dela ego. Zdaj pa zato, da bi mi imeli težnjo, mehanizem je vse splošen, ne? Da bi mi imeli sploh težnjo, ne? Se pravi, je partner šel čez nekaj, čeprav smo mu pokazali, gledaj, tu je tvoja svoboda, naprej je moja in tako naprej. Ne? In enostavno ti dopizdi, ampak ne more ti prej dopizditi, dokler se ni količina ljubezni med vama porabila. Se pravi, da sta šla v partnerskem odnosu, pa naj ta traja teden dni ali pa 500 let, to sploh ni važno, ne? Skozi vse možne razvojne faze, tako en kot drugi, kar sta se naučila, kar se nista in potem naenkrat reče, zdaj pa dost. Tu moram še nekaj nujno poudariti. Ljudje nismo monogamna bitja. Se pravi, neka, kako bi povedal, ne? Monogamnost kot taka je nenaravna, je pa moralno še kako zaželjena. Ne? Razumete? Zato tisti, ki nosite prstan, je to zapor. To je že sužnje lastništvo, bravo. Ne? Zdaj pa tako, da bi mi lahko kreirali, mi moramo ustvariti pogoje za to kreacijo. Pa da se vrnem, najprej mora obstajati želja in potreba po spremembi. In največkrat, preden nekaj kreiramo, naprimer z umom, ne, in tako naprej, se moramo vprašati čisto enostavno, a ima smisel to sploh kreirati? A je to v božanskem načrtu? Če imamo odgovor, da je, potem nimamo kaj kreirati, ker samo pride. Takrat naredimo, to si zapomnite, molitev, vendar ne na klasičen način. Se pravi, zapremo oči, gremo vase, v svoje srce in se samo zahvalimo.
hvala ti stvarstvo za to, to in to. To je najmočnejša kreacija, do katere ne bo prišlo manifestirano v življenju, če ni v skladu z božanskim načrtom. Največkrat ni v skladu z božanskim načrtom tisto, kar bi preprečilo, da mi gremo skozi karmično šolo, se pravi plačilo. Tu morate vedeti, kako deluje vse vesolje, jaz ga tako imenujem. Pa nič drugo ne dela kot ravnovesje med energijami. Med različnimi polarnostmi ravnovesje. Kdo proizvaja neravnovesje? Mi ljudje. S čim? Z željami. Naprimer, jaz imam zdaj željo, da bi Srečko ta na gobec, jaz sem že naredil kreacijo. Če sem jaz razumno bitje, ga ne bom, ne? Razumete? Ampak jaz sem že v vesolje dal program, da bo Srečko od mene dobil na gobec. Razumete, o čem govorim? In tako je za vsako kreacijo v življenju. Mi si lahko želimo najboljše. Mi lahko delamo vizualizacije, to imajo vse duhovne šole. Ampak ni nujno, da se bodo te vizualizacije tudi uresničile. Naprimer, dajmo en splošen problem, ki ga imamo vsi, recimo. Kaj rabite? Denar? Pomanjkanje česa imate? Kaj bi želeli spremeniti? Čas? Ne, glej, časa je zmeraj dovolj. Edino, kar posedujemo, kar je resnično naše, je prav čas. Dokler smo mi v sužnje lastniškem odnosu, nam bo zmeraj časa zmanjkovalo. Ko pa mi postanemo svoji, mi odrejamo, kaj bomo počeli. Jaz tudi pridem recimo v momente, ko mi 78 ur na dan ni dovolj, da bi pol tega naredil, kar je treba, ne? Ampak to je zopet moja notranja šola, pa si potem vzamem samo toliko obveznosti, kot jih zmorem v 24 urah. Evo, imel sem zunaj razgovor s tistima dvema podjetnikoma, vsi ste jo videli, ne? Ko sem jo prav opozarjal na to, ne? Tudi tisti, ki se ukvarjate s poslovnostjo, ne? V kakršnikoli obliki. Posel ti bo super šel in ti boš super zadovoljen, vse tvoje manifestacije se bodo uresničile, vse tvoje realizacije bodo realizirane, razen, ko prideš, ampak to vsi morate prepoznati, do tistega momenta, da začne posel, to imaš ti problem, terati tebe. Ja. Takrat se ustavi. Poj si, more se, peni jebe se meni. Pojdi na dopust, karkoli naredi, samo naslednjega koraka ne. Kaj je v ozadju? V ozadju je strah pred izgubo posla, strah pred izgubo strank, strah pred tem, da te bodo opravljali, ker v Sloveniji, naprimer, ne, dober glas seže v 9 vas, slab pa še dlje. In se pol pojavljajo strahovi in okolikor jim podležeš, boš zbolel. Boš šel skozi travmatično bolezen v kakršnikoli obliki. Lahko da dobiš sinusitis, lahko je karkoli, naprimer. Ne? Zato, da te vesolje zaustavi, zato zboliš. Kajti ti si nezavedno stisnil na gumb za samo uničenje. Se pravi, moraš prepoznati ta trenutek. Dokler ti vodiš posel, je vse v redu, takrat si gospodar časa. Ko tebe posel tera, pa odjebi tak posel. Zdaj pa večina podjetnikov, naprimer, ne, naredi veliko napako, ker so si vnaprej
zagarantirali stranke, rok je določen, vse je določeno, stranke čakajo. Z vsakim dnem odloga strani strank prihaja pritisk psihološki in slabe energije. Naprimer, da smo zdaj 3-4 odkrili streho na hiši, pa majstra ni, pa se začne, ne, štala, toča, deževje, poplave, ne vem kaj še vse. Ne? Vso našo nejevoljo bo tisti majster, ki ni prišel po kasiro. Razumete, ne? Tako da tisti, ki se ukvarjate s poslovnostjo, pazite, veliko poslovnih ljudi, znanih poslovnih ljudi sveta so bili moji pacienti, od Avstralije do New Yorka. Ljudje, ki jim je recimo, 100 000 evrov drobiš, tako kot nam, tam ko kelnarci daš, naprimer tringelt, recimo, ne? Tako da vam lahko prenesem tudi te izkušnje, ne? Kajti za mano je čez 33 000 tretmanov in masaž. Ne da bi kdorkoli vedel zame razen pacientov. Ne? Še kaj?